Spoštovane gospe in gospodje, cenjeni gostje, lepo pozdravljeni in dobrodošli na osrednji proslavi ob Dnevu slovenske kulture, ki jo prirejata krovni organizaciji Slovencev v Italiji, Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij. Mi Slovenci smo na svojo kulturo zelo navezani in ponosni. Nanjo smo se marsikdaj oklepali in prav kultura predstavlja svetilnik v bogati evropski družini narodov in jezikov. Letos je naš praznik posvečen Aldu Klodiču, beneškemu kulturnemu delavcu, pesniku, režiserju, organizatorju in neutrudnemu ustvarjalcu, ki nas je zapustil pred letom dni. Vse skozi je branil svoj slovenski materni jezik, a v prvi vrsti se zanimal za mlade, jih vključeval v beneško kulturno delovanje in jim vedno zaupal. Njegovo delo ni bilo pomembno samo za Benečijo, obogatilo je celotno slovensko kulturo. Spoštovane gospe in gospodje, cenjeni gostje, Beneška večer! Počas, a magle užiga, da nebo se laši, potiskal se kraju, najmirno zaspi, potiskal se kraju, najmirno zaspi. Ko krasno jo pjeje ponoćni slavić, buj tiho odgovarja u trave star žić, par žiga jo u bregu se vas ne luči. Buscalse gemiga, io nuot se nardi. Buscalse gemiga, io nuot se nardi. Smehe se igra luna s črno maglo, nas buja duhov. Pokažejo iz deča počas, glezda so padle na tvoj obraz, dve pa so padle na tvoj obraz. Ti gledaš me milo, stiskaš srce, goreče me vabiš, da pridem k tebe. V ruto zavito je našo telo, a nič nas ne mara, pa jutre ko bo. Nič nas ne mara, pa jutre ko bo. Vsa tale harmonija
nas vabią na večernji oče naš, Boga zahvalimo, se tvore za nas, Boga zahvalimo, se tvore za nas. Na oder sedaj uljudno vabim nocojšnjega slavnostnega govornika, kulturnega delavca iz Rezje, gospoda Sandra Quaglio. V veliko čast mi je, da vas pozdravim na osrednji proslavi od Dnevu slovenske kulture Slovence v Italiji. Najprej se toplo zahvaljujem organizatorjem, da so leto zaupali slavnosti govor Rezjanu, kar pomeni veliko pozornost do tega skromnega in majhnega dela slovenske skupnosti. Obenem se opravičujem, če moj poseg ne bo na nivoju, ki bi se spodobil za tako pomembno kulturno prireditev, letos posvečeno rejniku Aldotu Klodiču, beneškemu pesniku in prijatelju Rezje. Cenjene gospe, spoštovani gospodje, kot je bilo že rečeno, živim in delam kot kulturni delavec v Rezi. O današnji situaciji v Rezi se tudi v naši manjšini ve in govori zelo malo. Tako dovolite mi, da v okviru današnjega praznika spregovorim o svojem domačem kraju. Občina Rezja obsega dve dolini, dolino Rezjo in na južni strani krajšo in bolj ozko dolino Včo. Glavni vstop v dolino Rezje je s furlanske strani. V Slovenijo oziroma v Bovško dolino pelje zelo slaba, ozka in ovinkasta cesta, odprta samo poleti med majem in oktobrom. Ta cesta je v takem stanju, kot da je ne bi bilo. In ta situacija otežkoča bodisi kulturne kot gospodarske stike z Bovčani in ostalimi Slovenci v Posočju. V občini Rezja živi približno 1000 prebivalcev. Največ ljudi je v njej živelo leta 1911, okoli 5000. Od takrat število prebivalcev upada. V Rezji govorimo slovensko narečje, ki ga imenujemo rezjanščina, po domače, po nes ali po rozajonske. Rezjanščino govori večina ljudi v Rezi in tudi naši ljudje, ki so se naselili zunaj doline. Rezjanščino govorijo predvsem priletni in stari ljudje. Med otroki in mladimi jo redko slišimo. Večina mladih in otrok v dolini pa narečje razume. Rezjanščina je bila in je zaradi svoje posebnosti še vedno zanimiva za jezikoslovce. V preteklosti se je naša dolina razvijala ločeno od večine ostalega slovenskega etičnega ozemlja. Prebivalci Rezja so skozi zgodovino imeli precej omejene stike s preostalim delom slovenskega prostora. Od nanavnega nismo bili deležni zakonske zaščite kot jezikovna manjšina. Posledično nismo mogli osvojiti knjižne slovenščine in razviti slovenske narodne zavesti. Z izpoznavanjem samo rezjanskega slovenskega narečja pa smo lahko razvili le lokalno slovensko, tako imenovano rezjansko identiteto. Po razglasitvi zaščitnih zakonov je bila tudi rezjanska občina formalno vključena v slovensko manjšino. Del prebivalstva doline se danes prepozna kot del slovenske manjšine v Italiji. Del pa slovenskost Rezje kategorično zanika in trdi, da Rezjani s slovenstvom nimajo ničesar skupnega, ampak da so nekaj posebnega. Nekateri trdijo, da so ruskega izvora, nekateri, da so zgodovinsko del Furlanije, nekateri, da so poseben narod. Med obema stranama prihaja do velikih nesoglasi. Kdor se prepozna kot del slovenske manjšine v Rezi, je še danes tarča napadov, predvsem preko interneta in drugih medijev. Prav zaradi tega neznanja sta na pobudo občine Rezje potegala dva strokovna posveta, na katera so bili povabljeni jezikoslovci in strokovnjaki rezjanskega narečja.
Prvi posvet je bil leta 1980, drugi pa leta 1991. Po drugem posvetu je občina Rezija spodbudila dve vrsti raziskav. Ena je bila usmerjena na pravopis in slovnico, druga na toponomastiko. Vedno na pobudi občine Rezija so takrat s pomočjo strokovnjakov išle tudi publikacije za odrasle, za otroke in za dijake. Pouk pri nas je vedno bil samo v italijanščini. V šolah, ki obstajajo samo zaradi zakona za Slovence, posvečajo rezijaščini skozi celo šolsko leto samo 1 uro tedensko. Po večini pa jo poučujejo nestrokovnjaki. Zagotovo bi bilo ravno šola predstavljala neko pomembno sredstvo za ohranitev jezika, kot se dogaja v Benečiji, kjer ima ravno dvojezični šolski center v Špetru velike zasluge, da se je spremenil odnos do Slovencev in da slovenska narodna skupnost živi in se razvija. Sedanja občinska uprava se je odločila za drug način pisanja rezijanščine. Ta se delno ločuje od sistema, ki so ga razvili in predlagali strokovnjaki. V šola bi torej bilo treba zagotovo nekaj postoriti. Kritično je tudi v cerkva. Zadnji župniki, ki so obvladali domačo slovenščino, so jo v Reziji uporabili do prve polovice prejšnjega stoletja. Zatem pa je slovenščina izginila, razen kakšni pesmi. Tudi cerkev oziroma videmska nadškofija bi lahko veliko naredila za Rezijo, če li bi nudila slovenskega ali vsaj dvojezičnega župnika, kot ga na primer imajo v Kanalski dolini. Res je, da narečje počasi izginja, kar je seveda močno odvisno od vsakega posameznika oziroma od staršev in starih staršev. Če bo položaj v Reziji ostal takšen, kot je, ali se bo celo poslabšal, bodo v dolini govorili samo še italijansko. Starodavno slovensko narečje v Reziji pa bo izginilo. Edina možnost, da bi ohranili narečje, je učenje slovenskega knjižnega jezika. S tem lahko ponovno poiščemo pot do svojega narečja, predvsem tam, kjer jezik že znajo, pa ga doma ne govorijo več. Samo z znanjem italijanskega knjižnega jezika, tako kot je to sedaj, pa je pot do narečja zaprta. Rezijanski slovenski kulturni delavci potrebujemo moralne pomoči in strukturalne podpore. Zagotovo bo treba odnos do Rezije spremeniti in poleg občas izrazov solidarnosti nuditi tudi neko večjo strukturalno oporo. Drugače je težko misliti, da bo kljub velikemu naporu tistih, ki se imajo za del slovenske manjšine, slovenstvo preživelo. V spomin na Prešerna se torej zahvaljujem vsem našim prednikom, nocoj predvsem Aldotu Klodiču, ki so z svojo kulturo, jezikom in vero tudi v težki časi ves čas ponosno branili obstoj našega naroda. Z veseljem bom prebral v rezijanskem slovenskem narečju 3 kratke pesmi pesnice Silvane Paletti. Kot sytire pujejo. Kot sytire pujejo tu peste od me ljudi, rozajonska dolina na živo se budi. Kot sytire pujejo tu peste od me ljudi, pa onjulave se postavijo, za koj to je las od srca od me ljudi, ki se vasali. Kot sytire pujejo tu peste od me ljudi, vse muči, za koj du od človeka se radu živi na moj zemlji. Stare rozajen, vsak travnik je mül, ma koj korbano put, ma koj trudijo stano put. Moj časa započet, samo fadujo za te kroje znel. Srce samo romonu. Do luna Rezija, na skale, ja nutu. Luna gori, vse muči, srce samo romonu. Hvala lepa za pozornost in dober večer vsem. Kajšan ti lahko porče. Če pode naprito kole,
Umoremo precale vsi. Pa tole ni res, a ne bo. Pustite nam pijat, tako jak nam je všeč. Govorit, a vekat. Pisat, a še brat. Po tistim jeziku, ki mat nas ibijal, z vsonje ljubeznjo navadila nas je. Pustite nam jet vse bratre za bratre, vso našo družino nazaj kupe diet. Pustite nam rože po našim sadit. Zvonit za novico, po našim zvoni. Potle bota vidli, če znamo še mi, veselo zauriskat, kučasih sta vi. Od leta 2010 krovni organizaciji Slovencev v Italiji, Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij podeljujeta ob slovenskem kulturnem prazniku priznanja kulturnim ustvarjalcem in družbeno-kulturnim delavcem. Tako bo tudi letos, zato vljudno vabim na oder predstavnico strokovne komisije za priznanja, gospo Natašo Pavlin. Spoštovani, dober večer vsem, cenjeni gostje. Kot je povedala že napovedovalka, krovni organizaciji Slovencev v Italiji sta že v letu 2010 na slovesnosti ob dnevu slovenske kulture v Tržiču prvič podelili priznanja zaslužnim rojakom. Priznanja lahko sprejmejo posamezniki, ki so z vrhunskimi umetniškimi dosežki ali svojim življenjskim delom trajno obogatili kulturno zakladnico ali s svojim delom na drugih področjih prispevali k uveljavitvi slovenske identitete, kulture in jezika. Po pravilniku seveda lahko dobijo priznanja tudi društva in skupine ustvarjalcev. Priznanja želijo biti predvsem zahvala za opravljeno delo, obenem pa spodbuda za nadaljnja prizadevanja v korist naše narodne skupnosti. Komisija, ki smo jo sestavljali Jelka Cvelbar, Martina Kafol, Ricardo Rutar, Lučija Trušnjak, Franka Žgavec in podpisana, se je sestala v skladu s pravilnikom ter pregledala in ocenila prejete kandidature. Prejeli smo kar 12 kandidatur na vse zaslužnih posameznikov in ustanov. Komisija je na podlagi utemeljitev letos izbrala 3 nagrajence. Med nami je veliko zaslužnih ljudi, ki s svojim vsakodnevnim delom prizadevajo za dobrobit naše skupnosti. Zato iskreno upam, da bo tudi priznanje ob dnevu slovenske kulture pripomoglo k njenemu nadaljnjemu razvoju. Za zaključek mi pa seveda dovolite, da se iskreno zahvalim vsem članom komisije za sodelovanje, krovnima organizacijama pa za izkazano zaupanje. Hvala. Najlepša hvala. Za slavnostno podelitev priznanj vljudno vabim sedaj na oder predsednika Slovenske kulturno-gospodarske zveze Rudija Pavšiča in predsednika Sveta slovenskih organizacij Valterja Bandlja. Priznanje ob dnevu slovenske kulture prejme Igor Pizon. Igor Pizon je predstavnik mlajše generacije tržaških Slovencev, 30-letnikov.
V svojem delu dokazuje vsestransko navezanost in usidranost v okolje, v katerem je fizično in intelektualno zrasel. Istočasno pa je z dejanji, izbirami in razbremenjenostjo mlajšega človeka odkrival svet, si nabiral izkušnje in znanja v duhu svetovljanskosti, ki se v njegovem primeru dokazuje v usmerjenosti v srednjeevropski in nemški kulturni prostor. Svežino, sodobnim znanjem in novimi modernimi izkušnjami je nato oplemenitil svoje mesto. O potencialu in izjemnem naboju njegovega intelekta priča dejstvo, da se je njegovo znanje razlilo v celotni slovenski kulturni in intelektualni prostor. Igor Pizon si nagrado ob kulturnem prazniku zasluži kot priznanje za izjemne kulturne podvige, ki jih je bil zmožen v zadnjih 5 letih, a hkrati tudi v spodbudo za nadaljne delo in v sporočilo, da slovenska narodna skupnost ceni tovrstne kulturnike, ki jih pravzaprav potrebuje, ker prinašajo v naš prostor kvalitetno kulturno svežino in hkrati opozarjajo osrednji slovenski prostor na vitalnost kulturne produkcije Slovencev v Italiji, slovenskim stalnim gledališčem na čelu. Nagrada Igorju Pizonu je torej tudi v spodbudo celotni mlajši generaciji, katere samozavesten predstavnik se počuti s svojimi aktualnimi pogledi na naše širše okolje, kot je izjavil v intervjuju za tednik Mladina 21. marca 2014. Upam le, da bodo moji vrstniki, ki znajo misliti tudi politično, zmogli vzpostaviti dialog z italijansko skupnostjo in njenimi predstavniki v uveljavljanju narodnostnih pravic, pa tudi z oblastmi v Sloveniji, vendar tako, da manjšinskost ne bo opravičilo za povprečnost. Kajti zavedati se moramo, da smo del sveta, ne pa le zanimiva kulturna entiteta. Igor Pizon je zaradi službenih obveznosti odsoten. Zato v njegovem imenu dvigne priznanje Breda Pahor, predsednica upravnega odbora Slovenskega stalnega gledališča. Priznanje ob dnevu slovenske kulture prejme Hilarij Lavrenčič. Hilarij Lavrenčič je bil že od majhnega povezan z glasbo. Glasbeno se je najprej izobraževal v svojem domačem okolju, nato pa je svoje znanje nadgradil, najprej z diplomo iz klavirja, nato pa še iz zborovske kompozicije in dirigiranja. Poklicno deluje kot korepetitor v tržaškem opernem gledališču, dejaven pa je tudi na pedagoškem področju, kjer je svojim znanjem pripomogel k glasbeni izobrazbi marsikaterega danes uveljavljenega glasbenika, skladatelja in dirigenta. Pod njegovo taktirko so na Goriškem zazvenele kantate Jeftejeva prisega, Oljki in Soči, ni pa prezrl ostalih vokalno-inštrumentalnih žanrov, kot na primer operete in oratorija. Hilarij Lavrenčič se uspešno predstavlja tudi kot skladatelj. Njegove priredbe ljudskih pesmi so pravi biseri, ki sodijo v železni repertoar vseh najboljših slovenskih zborov. Leta 1985 je prevzel vodstvo domačega zbora Hrast. S tem sestavom pa je na zgleden način pokazal, do kod lahko seže delo vrhunskega zborovodje. S premišljeno izbiro programov, delom na vokalni tehniki in občutljivo interpretacijo je Hilarij Lavrenčič povzdignil zbor Hrast na evropski nivo.
To pa dokazujejo odlični rezultati na tekmovanjih Naša pesem v Mariboru, Cesare Augusto Segici v Gorici, državnem tekmovanju v kraju Vittorio Veneto in še na turnejah po Franciji, na Madžarskem, v Avstriji in Belgiji, kjer je uspešno promoviral stvaritve naših skladateljev, kot so Pavle Merku, Stanko Jericijo, Štefan Mauri in Daniele Zanetovič. Take rezultate pa lahko doseže le človek, ki stremi po doživljanju pevske lepote in deli svoj umetniški plamen s pevci. Tudi gospod Lavrenčič je danes odsoten. V njegovem imenu dvigne priznanje sin Aleš. Priznanje ob dnevu slovenske kulture prejme Desiderij Švara. Desiderij Švara ima za seboj dolgo slikarsko pot, ki se je nadgrajevala ciklično vse do sedanjega rezultata, ko, kot je zapisal kritik Claudio H. Martelli, mojstersko doseže nivo ravnovesja med tem, kar vidi z očesom, tistim, kar čuti njegova duša in onim, kar ima v mislih njegov Prehodil je umetniško pot od odziva na postimpresionistične likovne govorice, preko ekspresionističnega navdiha, geometričnega abstraktizma, do kompromisa med figuralnostjo in abstraktnostjo, v katerem je zaznavna sredozemska stvarnost, odsev neke simbolne krajinskosti, ki nam je domača in v nas vzbuja prijetna čustva. Po tako dolgi ustvarjalni poti z neštetimi izkušnjami je Švara osvojil pomembno mesto, ne le med slovenskimi likovniki, pač pa med sodobnimi slikarji v naši deželi, in je svojim prepoznavnim slogom pravi ambasador neke duhovne svetlobe. Svetloba, luč, mu je vselej glavni element, ki definira njegovo barvno zasnovo. Ni le likovna prvina, pač pa znanilka umetnikovega estetskega sporočila, duhovne luči in potrebe po notranjem miru in urejenosti, skozi prosojnost barvne snovnosti, katero razporeja in dinamično razgiba v brezčasno dimenzijo. 60 let dolga ustvarjalna pot razkriva slikarjevo neutrudno likovno raziskovanje in odkrivanje umetnosti, v potrditev notranje resnice ob osebnem zorenju in dozorevanju. V samoizpovedovanju skozi umetnost slikar izžareva epopejo nekega z eksistenčnimi krizami prežetega življenja in osebnega prepričanja. Njegovo umetniško izpovedno izražanje sublimira v harmonično trajnost zaradi neposrednosti, intime in iskrenosti sporočila.
Najlepša hvala vsem. Umetnina, ki je bila izročena nagrajencem, ima na stiliziranem listu simbol trte. Bogat in veder simbol je vezan v stare poročne rjuhe, kovan v okrasne slovenske ograje in rezljan v lesene skrinje. Posreduje smisel rasti in obroditve. Umetnina je nastala po zamisli Andreja Pizanija. Krajica vida je zadnje pomembno delo Alda Klodiča. V tej glasbeni pravljici, v njenih besedah, v rimah napisanih, so vse prvine njegove poetike. Tradicionalna legenda že stoletja preteguje male in velike in nas vodi v izmišljen svet, a tako podoben našemu. Krajica vida, ki ljubi svoj rod in se prizadeva, da bi ga rešila od preteče nevarnosti, je simbol ženske, rojstne zemlje, navezanosti na domovino in naravo, na njeno moč, energijo in potencial. U koritu nasred vasi voda teče brez skrbi. Mojo pamet nazaj vleče v spomin na stare dni. Čujem lonce, ki se kregajo, zate prvi se napit. An rjuhe, ki se šujejo, za njih dušo plaknit. Vidim sonce, ki tupiču, se mi smeje, an se hladi. No però, kumi se hibje, z eno muho se toli. Eno dekle v vodo gleda, a njo vpraša, kaj se zdi? Voda mirno teče, an teče. Videla bom, an to johči. Krajica vida je simbol intimistične vere in obenem simbol ženske, ki je vredna spoštovanja zaradi svoje moči in poguma, a tudi zaradi svoje šibkosti. Piše, Ambeli se že lepi zuor, ker izhenjam pod koutro sanjat.
Lasci se pod soncem že rosa, stor perjam zelenim jokat. Tudi ispi joku, ku otrok, da bi imel še suzi, pa tel svijet, star an bohi, me posušu oči. Da bi namel še tebe, ki me storiš sanjat. A da bi načul še tvoj glas, ki mi pomaga živijet. Zaprubi nahlokno, ki me pusti videt svijet. An srce bi uvijil v tamo, an pustil bi ga v miru sanjat. Sladko in milo, gledaš me v oči, ker ist na mojih koljenah te držim. Srce, ki tuče, pravka sem za te, anko veselo rada tudi ti me imaš. Tudi jaz bi teo ti povedat, da bi dušo imel, pa te svijet, star an bogi, me stisnil srce. Da bi namel tele cvetje, ki vonja za me, an da bi namel rame, ki mi pomaga živjet. Bilo bi tako hudua, da bi nam uprenest, zgubil bi se v mahlo, an tam bi mu v miru sanjat. Nastopi tudi Attila, simbol udorov in uničevanje kulture, ki je pred brutalnim in močnim napadom šibka. Slovenska beseda je bila živa po domovih, obmjevala je v cerkvah in po ostarijah, bila pa je zaničevana, v socialnem življenju zatajena in prehanjena. Naša kultura pa je bila vedno živa in zato sposobna roditi nove sadove in biti v sintoniji z modernimi časi. Tudi v Benečiji. V Klodičevi krajici vidi ste zrcali tudi kmečka prebrisanost. V njej nastopata tudi modr starec in vaški čudak, ki sicer vidi dlje kot drugi. En starček pod lipo na stolu sedi, v rokah na palcu, a z njo se toli. Navarno on gleda zaprtimi oči, klobuk se postroje, ker se mu blisči. Nič se ne vpraša in mirno živi. No fajfo tabaka kadi. Na magla pogleda, bodaš se mu zdi, pa nič ga ne mote in ga ne skrbi. Na muha mu pleše okole nogi, prav nič ga ne briga, če ga nu srbi. Z roko jo odhanja, pusti naj živi, no fajfo tabaka kadi. Če kuos jo zapoje v lipi nad njim, ako me pogleda, pa se veseli. Življenje na svijetu gre vedno naprej, če tu do njema vic mladih moči.
Чернуа се посміє, обріше се очі, но файфо, табака, кади. U ospredju igre je vsekakor zaupanje v otroke, v mladino, ki recitira, igra, poje in je dejanski protagonist te operne drame. Aldo Klodič je bil med tistimi, ki so kupe s Petričičem šli k notarju in ustanovili Zavod za slovensko izobraževanje, iz katerega se je rodila dvojezična šola v Špjetre. Koliko nas je med nami, ki smo obiskali ali še obiskujemo dvojezično šolo v Špjetre? Mamma che scesa il dà. Tišina, otroci, potem ste vi. Tišina, potem. Gremo naprej. Ste v redu? Dobro, gremo naprej. S besedami, ki so ironične, pikre, ganljive, mestoma poetične, ta glasbena pravljica opisuje naš svet, našo zgodovino, naše sposobnosti in potencijale. Človek rijetkih besed je človek, ki pozna njih pomen in daje težo vsaki besedi. Kulturno društvo, pevski zbor Rečan, senjam beneške pjesmi, beneško gledališče, beneški kabare, prepetički, čezmejno pesniško društvo Pobere, Inštitut za slovensko kulturo in še vrsta poezij in pjesmi, gledališke igre, čez namišljeno črto. Vsakoletno čezmejni pohod Topolove Livek in naslov knjige, ki govori o stoletnih stikih ter spodbuja sodobno povezovanje in sodelovanje med Rečansko in Soško dolino. Za vse tole je bil Aldo Klodič. Te hudi niso samo na njim kraju, pa tudi te pametni ne. Življenje po naših dolinah je še mogoče, če tudi je težko razbiti tisti led, ki skuša zmerom vse zadušiti. Katero je kladvo? Kultura. Tela je prava pot. Kar zhaneš en kamen v brehu, se začne tačiti, a nije težko ga ustaviti. An kamen zdere druge kamene, an rata plaz. Kar počistiš harbido, najdeš stazo. Če veliko ljudi hode po njih, ostane čista. Nikamor se ne gre brez skupne vizije.
Razbojniki su na boji. Pripravljeni. Straženina pravi
So stari zbrani. Obupno? Se gledajo in vprašajo. Kako bo z nami? Kraljica vida jih gleda in muči. Že dolgo vide nje ljudi, ki vsak dan lebuj se tamne in žalostno. Merkajo svoje otroke. Naš starši oče se zadere in z žalostnim glasom, srcem in dušo vsem njim odpre. Prepričan sem bil, ko vsi vidros, da v jami v Landri se bomo rešili. In res do sada varvala nas je od tiste krute sile dole. Pa tardi so in napopuste. Hrana? Gre kraju, hudo pa za nas, predolgo smo zaprti v teli laz. Iskati moramo, kako se rešiti, ker že dolgo tle noter ne moremo biti. Mili pogovor je tiho. Začel in glas na taborju se je zaunel. Gor se zdaril en muhasti mož, an začel pridigat njega norost. Že dolgo vam pravim resnico mojo, pa poslušajte me za vojo Božo. Atila noče bogih revežev kot nas, hoče kraljico in v nje lepi obraz. Kraljica bi imela dolžnost se predati, zarešite svoji ljudi in tole vojsko končati. Takoj so se ugnali na nju vsi možje in ostro ga napadli, tako ki gre. Takemu norcu, ki bolj kot tele, po trucu mu jedan, zmečen v roki in jezno mu reku. Ki bledeš, ki rikaš na tisto kraljico, ki tu tebe je rešila batico. Če nije bilo nje, si sploh že kada pod črno zemljo in krila bi te večna tama. Vsi drugi so telo pravico priznali in kraljici vidi čast darovali, pa ona počasi je sedla med nje in jim povedala misli svoje.
je rekla in šla v svojo sobo in kleknila milo pred Božjo podobo. In pobožno začela moliti in prositi, da Bog naj pomaga svoje ljudstvo rešiti. Angela Bog jim je pošil, vseeno na pomoč ji je prišel. Misel v glavo je vsadil, tako ki jo beden človek nje nikdar rodil. Kraljica poklicala je gospodarja in vprašala, da šita še ima.
Vzela je Vida svoj žak Jadžita in šla na balkon in ga odvezala. Napolnila je pest in proti njemu je sijala dragoceno hrano in smehe mu je jala. Al vidiš telezarnje? Kot zlato se blešče, ki po skali skačejo, kot na pomlad buhe. Še kaj, žak Jadžita, imam v jami za vsako zarno, ki k tebi se bliža. Zaštej! Zaštej in boš videl, še koliko dni boš pod njemu čakal, da za svoj lahko te boš ti dobil, mene in moje ljudi. In naprije metala, se tudi vsaka pest je zmiraj, lebuj, srce partiskala. Nevirno je gledal z debelimi očmi tisti hudi kraj, tele stvari. In jeza ga je grabila, zarju je kužvina, kar bičijo švigne in objame bolečina. Vse je razbivu, kot je hodu in vsa njega družba je bila brez miru. Vse se je vprašalo, kad bo naredil tistinih kraj, ki vojno je zgubil. Tako je odločil, da bo čas se pobrat in Landorsko jamo vidi posit in predki se more na njo pozabiti. Kot blisk se je dolina spraznila ljudi. Hitle mjesi so jedli, ampili. Da sama kraljica, pa tudi ne ljudi, so se čudili veliko, da so se rešili.